Lepa. Romana Jordan Cizelj, 2 minuti. Spoštovani, Slovenija je dokazala, da evropsko politiko odgovorno sooblikuje 27 držav članic. Pri tem dejstvo, da je neka država nova država članica ali pa da ima relativno majhen upravni aparat, ne pomeni slabosti, ampak prej dobro stvar. Veliko je bilo bogatih vsebin, ki so bile obravnavane v teh zadnjih 6 mesecih in ki so se dobro ujemale s prioritetami slovenskega predsedovanja. In Sloveniji želim iskreno čestitati za napredek na tem področju. Predvsem bi rada omenila nekaj razvojnih nalog, ki so bile zaključene ali pa dobro začete v tem času, kajti prav to so tiste naloge, ki omogočajo boljše življenje vsakemu državljanu in državljanki, hkrati pa tudi pomenijo velike perspektive za izjemne posameznike. Zagnali smo nov ciklus Lizbonske strategije in uvedena je bila 5. svoboščina, to je prost pretok znanja. To je velik izziv državam članicam, ki bodo morale poskrbeti, da bodo sposobni ljudje v države prihajali, ne pa zaradi te svoboščine iz držav odhajali. Hkrati je bil določen sedež Evropskega tehnološkega inštituta. Izredne diplomatske sposobnosti so omogočile, da so države spoštovale sklep Sveta iz leta 2003. Upam, da bo ta sklep spoštovan tudi takrat, ko se bo določal sedež nadzornega organa agencije Galileo. Prav tako želim seveda čestitati, da je bil ponovno zagnan projekt Galileo, kajti pomenil je nove organizacijske in upravne naloge in iskanje novega denarja. Hkrati je bilo veliko doseženega na področju podnebno-energetskega paketa, dosežen je bil dogovor znotraj sveta o 3. liberalizacijskem paketu na področju plina in elektrike. Res je, da se tu razlikujejo mnenja parlamenta in sveta, ampak to je zelo dobra podlaga za naše nadaljnje delo. Spoštovani, Slovenija ta teden praznuje dan državnosti, ki je praznik nacionalnega ponosa. Letos je upravičeno podprt tudi z močno evropsko komponento.